Na regionalni konferenci za reševanje migrantske krize na Balkanu je bil tudi državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic, ki se je že v preteklih tednih sestajal s svojimi kolegi z Zahodnega Balkana. Tako je Slovenija, ki je že doživela večjo migrantsko krizo pred leti, zdaj pripravila predloge konkretnih ukrepov, ki pa jih je treba, tako pravi Šefic, upoštevati takoj, da ne bo prepozno. I moramo to da ustvarimo i to sada dok je situacija pod kontrolom. Jer ako dođe do toga da neće biti više pod kontrolom, onda zaista ćemo imati veliki problem. Svi zajedno i pre svega ovi ljudi koji se nalaze na tom migracijskom putu. Zbog toga je naš poziv sada, odmah treba da smo aktivni, da primijenimo ove mere. Tudi Franz Lang je poudaril, da se že več let govori o rešitvah, vendar samo govori, ne pa tudi konkretno rešuje dejanskega stanja. Es besteht ungefähr seit 3 Jahren die Diskussion, dass man für die Migration in die Europäische Union, in Länder, gewisse Zentren errichtet, gewisse Portale, sagen wir, errichtet, wo das Aufnahmeverfahren, das Asylantragsverfahren stattfindet, die Versorgung stattfindet natürlich und von dort aus dann entschieden wird, in welche EU-Länder diese Menschen gehen. Aber das ist in der Diskussionsphase. In medtem, ko se zadnje mesece vse bolj povečuje število nezakonitih prehodov meje med Hrvaško in Slovenijo, se zdi, da naša država v času, ko ena vlada ne upravlja več poslov, druga pa še sploh ni sestavljena, sploh nimamo rešenih komunikacijskih problemov, kaj in kako z migranti in begunci, ki so že tu, in kaj s tistimi, ki prihajajo. So pa še pred volitvami stranke imele v svojih nagovorih različne poglede na migrante. Desno in nacionalistične usmerjene so predvsem strašile. Približno 200 000 ljudi je na pohodu, ki bodo prišli najprej v Bosno. Bosna hoče zapreti meje, nekateri želijo postati vojsko na mejo in tudi mi bi morali to narediti. Zapreti, neprodušno zapreti meje po vzoru Madžarske in gospoda, pojdite kamor hočete, odkudar ste prišli. To niso begunci, daleč od tega, to so migranti, to so borci islama v veliki meri, to so fantje stari od 20 do 35 let, brez družin, brez otrok, z najnovejšimi telefoni in z kompletnimi linijami, kam ne grejo, kaj ne vprašajo in kaj ne zahtevajo. In to v njihovem jeziku, pa seveda za Slovenijo. Levo usmerjene stranke so precej bolj strpne do migrantov in beguncev, ter opozarjajo, da se ne sme uporabljati politike zastraševanja. To loteva Evropa, dejansko potiska te ljudi zgolj v roke organiziranega kriminala. In to je nek veliki problem, ne? Ampak veste, vodja angleške MI6, pred 2 leti, ko je imel intervju, je dobesedno rekel, to bo izziv naslednjih 2 generacij. S tem se moramo ukvarjati, ne pa strašiti ljudi. Na vse zadnje, mi nismo tako urbana družba, da bi si begunci, ti nesrečni ljudje silno želeli tle bivati pri nas, kar so nam tudi povedali včasih, ko smo imeli tisti val. Kljub vsemu pa ne eni ne drugi še vedno niso dali konkretnih rešitev, ki bi jih tudi uresničili. Medtem pa begunci in migranti vse bolj napredujejo v Evropo, tudi mimo nas. Nekateri pa bodo tu najverjetneje tudi ostali.